Lep pozdrav. Ja, danes bomo povedali spet nekaj o enem zelišču, ki ga verjetno zelo dobro poznate in je trenutno že kar lepo se razraslo oziroma pognalo. To so sicer smrekovi vršički. Verjetno že marsikomu dobro poznani, mogoče boste pa danes izvedeli še kakšno dodatno informacijo. Smrekovi vršički zelo dobro vplivajo na naše dihalne poti. Najboljši so, kadar jih uporabljamo kar sveže. Lahko uporabljamo namesto smrekovih vršičkov tudi borove ali pa jelkine. Važno je le, da so nabrani v suhem vremenu, v sončnem vremenu in da so na dotik megleni in ko jih takole malenko stisnete, da spustijo takšno smolo. Torej, uporabljamo lahko sveže. Sveže pač kar preprosto, ko gremo na sprehod v gozd, damo v usta in jih preprosto grizljamo. Vsebujejo zelo veliko vitamina C. Imajo ga skoraj 6-krat več kot pa limone. Lahko pa jih tudi sveže dodamo raznim jedem. Snovi, ki jih vršički vsebujejo, delujejo torej blagodejno na naša dihala, pospešujejo oziroma pomirjajo kašelj, pospešujejo izločanje sluzi iz pljuč in s tem nekako preprečujejo hripavost, preprečujejo tisto draženje in s tem hitreje pozdravimo kašelj ter mogoče kakšne prehlade. Jaz tule že kar pripravljam sproti tak tradicionalen pripravek, verjetno ga že poznate in temu rečemo sirup iz smrekovih vršičkov, ki ga kasneje dobimo. To pa delamo delamo v plasteh, torej plast smrekovih vršičkov in pa plast sladkorja. Sladkorja naj bo nekoliko manj v razmerju s smrekovimi vršički, saj se nam rado zgodi, da se sladkor potem ne stopi in nastanejo takšne grude vmes. Zato vedno pazimo, da sladkorja ni nikoli preveč, vmes pa dobro pretlačimo, da pač ni tistega odvečnega zraka. Smrekove vršičke lahko pripravite tudi kot čaj, lahko kar iz svežih smrekovih vršičkov, kot sem že povedala, vsebuje zelo veliko vitamina C, razne grenčine, flavonoide, ostale vitamine, ki zelo dobro vplivajo na naša pljuča in dihalne poti. Tako, zdaj bomo spet dala malo vršičkov, vršičke daj notri. Sveži čaj si naredimo iz poparka, torej poparek za 10 minut in ga pijemo nekje 2 skodelice na dan. Nikjer v nobeni literaturi ni zapisano pač kako dolgo ga lahko pijemo, nekako se priporoča kar za daljši čas. Zelo odlično se meša tudi z ostalimi zelišči, sploh s kakšnim timijanom, materino dušico, pljučnikom. Lahko si potem, na primer, ko tale sirup nastane, naredite iz njega tudi smrekovo žganje. To pač pomeni, da tisto, kar ostane, torej tisto smrečje, ki ostane, da njega preprosto nalijete žganje in dobite en takšen liker, ki je hkrati tudi zdravilen in ga lahko dodajate čajom ali pa ga pijete kar tako. Mogoče vam je malo manj poznano to, da si pa lahko iz smrekovih vršičkov pripravite tudi da si lahko iz smrekovih vršičkov lahko pripravite tudi sok, kot osvežilen sirup za poletne dni. To pa sicer tako, da daste
da potrebujete 1 liter smrekovih vršičkov, 1 liter vode, 1 kilogram sladkorja, 100 gramov zelišča po vaši izbiri. Najboljše se ujema z meliso, pljučnikom, trpocem, materino dušico, torej čisto po vaši izbiri. In pa nekje 1 limona, narezana na rezine, ki naj bo bio, ker je dobro, da uporabimo celo z lupino. In potem pač preprosto vodo s sladkorjem zmešamo, segrejemo do vretja, da se sladkor popolnoma raztopi. Tisti mešanici potem to odstavimo, dodamo smrekove vršičke, zelišča in pa limono, ter to pustimo stati nekje 24 ur, res maksimalno 48, ampak 24 ur je že čisto dovolj. Potem pa vse skupaj samo spet dobro segrejemo in precedimo ter še toplo nalijemo v steklenice. Hranimo v temnem prostoru in uporabljamo čez poletje za pripravo raznih sirupov, torej mešamo z vodo ali pa sladimo čaj. Tako, midva smo že skoraj čisto pri koncu, samo še malo, dodamo smrekove vršičke, jih potlačimo in končamo s sladkorjem. Kot sem že povedala, sladkorji naj bojo v tankih plasteh, glih toliko, da nekako je, ker sladkor pač pomaga, da se tista voda iz smrekovih vršičkov lepo zgosti in pač nekako nastane gost sirup. Dovolj je, Florjan, veš, ne rabimo več. Kozarec dobro zapremo. Ta kozarec potem jaz nikoli ne postavim na direktno sonce, ampak ga zavijem takole v alufolijo, da pač preprečim direktni stik z soncem. S tem pač preprečimo, da bi prišlo do kakršnekoli oksidacije. To postavimo seveda na sončno mesto, nekje 30-40 dni, opazujte kozarec. V glavnem, ko se naredi sirup, ga pač preprosto precedite in hranite v stekleničkah v temnem, hladnem prostoru. Uporabljajte po žličkah, tako, zdaj pa nabirate. Lep pozdrav!